Dobro jutro, kalimera, en lep kolesarski pozdrav. Danes je še tretji dan, ko imam najeto specialko. Izkoristil jo bom za kolesarjenje ob vzhodni obali do Lindosa. Vmes vam bom pa nekaj nasplošno povedal o dopustu na Rodosu. Izkoristil bom dejstvo, da je nedelja in se bom malo več zapeljal po obalni cesti, ker ne bo toliko prometa, ker bo pa tudi moj današnji krog malo krajši, približno 50 km. Sem na pot krenil šele ob 7 uri zjutraj. Ja, tle na Rodosu so prišle neke ohladitve, tako da je bilo še ob 7 zjutraj komaj 26 stopinj Celzija. Zdaj pa, kot vsak dan posebej, me čaka 2-kilometrski 10% vzpon. Za Rodos smo se odločili, ker je imela Grčija v času rezervacije najbolj ugodno epidemiološko sliko. Dopust sva plačala preko turistične agencije, ki je poskrbela za letalo in za apartma z nočitvijo, za hrano si pa skrbiva sama. Ves čas dopusta imam tudi rentakar, tako da se lahko prosto gibljeva po celem otoku. Mogoče se bom komu zdaj vzvišen, pošaben, ohol, če rečem, da sva bila lani zaradi covida na dopustu samo v Sloveniji, ampak nažalost jaz se na dopustu v Sloveniji nisem spočil. Predvsem gre za to, da ni bilo tistega pravega odklopa. Kamorkoli prideš, slišiš slovenski jezik, slišiš neke novice, bombardirajo te neki naslovi časopisov, ki jih vidiš v kioskih. Skratka, stalno si povezan s Slovenijo, razmišljaš o tistih novicah, ki jih po naključju ujameš. Ni tistega pravega odklopa. V tujini to je vse drugače. Tukaj jaz imam lahko prižgan radio v Grčiji, cel dan nič ne razumem, niti novic ne čitam na telefonu. Tle v našem zalivu Stegna je tako slab telefonski signal, da dobim vsak dan na 3 sporočila dobrodošel v EU. In vsaj pri meni je tako, da je pri mojem dopustu pomembno, da odklopim možgane. Konkretni telesni napori s počivanjem nimajo nič. Jaz ne rabim dopusta v smislu fizičnega počitka, da bom nekje poležaval in se oddihoval, ampak probam biti na dopustu čim bolj aktiven, čim bolj v rekreaciji, da kaj vidim, da kaj doživim, ampak možgani morajo biti pa v stanju pripravljenosti. Tale Rodos je prišel čisto po naključju, katerikoli grški otok bi nama padel v finančni okvir, bi bil ok. Sicer pa je Rodos četrti največji grški otok oziroma največji otok v otočju Dodekanes, zelo blizu turške obale, praktično le streljaj proč. In gledano iz Slovenije, eden najbolj oddaljenih grških otokov od našega doma. Pot z letalom je trajala 2 uri in pol, ampak vse skupaj smo bili pa na poti, če gledam, da smo vstali ob 6 zjutraj, pa do Brnika, pa potem čakaš 2 uri tam, pa na letalo, potem prevoz do apartmaja. Skoraj 11 ur je trajalo, da smo prišli iz domače posle v dopustniško poslo. Za vstop v Grčijo moraš biti prebolevnik, testiran ali pa cepljen. Obvezno je pa treba izpolniti njihov obrazec na spletni strani travel.gov.gr, kjer vpišeš osebne podatke in dobiš QR kodo. Brez tiste kode ne priješ nikamor. Že pri nas te verjetno zavrnejo na letališču, kaj šele v Grčiji. Ob prihodu na Rodos so pa ne glede na QR kode in status posameznika povsem naključno izbrali nekaj ljudi in jih še oni tam kar na letališču testirali. Evo, to je mestece Lindos z značilnimi grškimi belimi hiškami, stisnjeno ob zaliv in pod večjo skalo, na kateri so ostanki Akropole. Naravnost od spodaj je plaža Lindos in še celo se vidi zvonik od cerkvice. O lepotah dežele ocenjuje vsak sam s svojimi očmi. Glede samih plaž bi pa rekel, da je kar problem, ker ni nikjer nobene sence. Kdor želi biti cel dan na plaži, mora obvezno si najeti ali pa kupiti sončnik in ležalnik, ali pa iti na plažo zgodaj zjutraj oziroma šele zvečer. Za moje oči je večina plaž povprečnih, en par jih je bilo pa tudi zelo lepih. Še posebej so lepe tiste divje, kjer prevladujejo kajtari in kjer so visoki valovi zaradi močnih vetrov.
Kolikor me poznate, veste, da jaz rad zavijem tudi v kakšno vas, v kakšno taverno, pogledam kakšno arhitekturno znamenitost, kakšno cerkvico poslikam, tako da se s plažami pretežno nisem ukvarjal. Tam se pa malo več ukvarjal z načrtovanjem kolesarjenja. Že doma smo rekli, da vržemo v kovček en dres, ene stare kolesarske rokavice, bandažo in ene binomke, ki so primerne tudi za pohodništvo. Kolesarski čevlji in čelada so preveliki, da bi jih samo zaradi domnevnega kolesarjenja vlačil s sabo na dopust. Glede samega kolesarjenja pa, če rata, rata. Mogoče bom dobil specialko, mogoče gorsko kolo, električno kolo, mogoče pa tudi nič. In sem se neobremenjeno odpravil na pot. In evo, super se je izteklo. Najeta specialka za 3 dni, 70 €. Odlična kupčija. Promet na glavni cesti ne pojenja, ga je pa zaradi nedelje bistveno manj. Drugače pa so Rodos skozi zgodovino oblegali stari Grki, stari Rimljani, Bizantinci, Otomani, kasneje tudi Italijani in vsako obdobje je na otoku pustilo nek pečat. Imaš pa v Grčiji vse obdobje Evropske unije, ni potrebno menjavati valut, plačuješ s tistim denarjem, ki ga imaš v denarnici, oziroma potegneš kartico. Moja od delavske hranilnice se super obnese, telefoniraš brez pribitka, uporabljaš internet navigacijo. Na ogromno prometnih znakih je izpisana moja starost. Ja, kakšna žurka je to bila, ko smo peli Abraham ima 7 sinov, se vlekli za ušesa in si izmenično menjali klobuke. Velika večina domačinov, ne glede na starost, govori angleško, zelo so pa veseli, če znaš tudi kakšno grško frazo. Vse označevalne table so dvojezične. Midva sva na Rodosu prvič, sicer je pa to najin 5. dopust v Grčiji. Vsak otok ima svoje čare in si ga je vredno ogledati. Nažalost je teh otokov preveč, da bi jih lahko človek v času svojega življenja vse obiskal. Kaj šele prekolesaru. Tako, jaz sem pa spet nazaj. En lep 50-kilometrski krog. Link od Strave bom dal v opis videa. Če je koga zagrablo, naj se zdaj takoj usede na kolo in naj gre malo ven. Drugač pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Živja. Super, dober tek. Hvala, jaz sem šele zajtrk, sicer sem bila pa že na sprehodu. Ura pa pol. Pojede, ne?